Hej, vidite živijo. Še eno temo bi z vami rada majčkeno prediskutirala in to je zakrčenost. Pri svojem delu zelo opažam, da ste blazno zakrčeni, ker enostavno ste preveč v eno in istih ponavljalnih gibalnih vzorcih in nič ne naredite za opozit, torej za nasprotje. To pomeni, če nekaj delate več ur, potem je treba nekaj tudi protivtež narediti. To pomeni, če krčite skozi mišico, jo je treba potem raztegniti. Fajn je pa, da jo raztegnete že preden začnete delati za mišico oziroma krčiti. Predvsem spoznavam, kako je raztegnjenost oziroma gibljivost, raztegljiva gibljivost zelo problematična pri športnikih. Opažam, da se športniki res premalo raztegujete. Res vam srčno priporočam, da se raztegnete pred treningom in po treningu. Zelo pomembna zadevica, zato da s stretchingom že ugreješ svojo mišico, hkrati jo že majčkeno narediš prožno in ona potem lažje deluje in tudi, bom rekla, bojo boljši rezultati, čisto po domač. Ampak, da se bo mišica boljše rehabilitirala, jo je pa treba tudi po treningu kar konkretno raztegniti. To pomeni, da je treba konkreten trening stretchinga še narediti po treningu. Kar pa opažam, da si vedno premalo časa vzamete za stretching. Zato vas pozivam, predvsem športniki in tisti, ki nekaj trenirate, ne rabite biti športniki, ne rabite, biti vrhunski, v čem, je dovolj, da ste vsak dan v fitnessu ali pa da ste, 3-krat na teden, 2-krat, enkrat, se vseeno. Če nekaj počnete konstantno ali igrate tenis, ful je teh športov, ne bi vseh naštevala, ampak dajte si vzeti čas za stretching pred treningom in po treningom. Zelo pomembna stvar in dajte probati, pa mi napište, a je kakšna razlika, ker zelo veliko imam športnikov, ki mi hodijo v hiperbarično komoro, na to rehabilitacijo mišic, in skozi pogovor ugotavljamo, koliko so zakrčeni, koliko imajo problemov s tem in veliko boljši rezultati bi bili, če bi bila mišica bolj prožna. Če pa mišica non-stop zakrčena in nima časa se niti regenerirati, ostaja zakrčena in potem krčiš in pride do bolečine. In seveda potem si različno pomagamo. Ena variacija je tudi ta, da pridete v hiperbarično komoro, kjer pospeši to regeneracijo mišic in razgradi hitreje to mlečno kislino. Ampak, da do tega ne prišlo, pa vam priporočam, da se enostavno rajš malo več raztegujte. Zelo pomembna stvar, da se raztegujete in s tem tudi predihate telo, da ste več kisika mišici, da sama opravi to regeneracijo mišice in celice. In tudi hitrejš potem dobi spet tisto delovno power, delovno moč in tako dalje. Tako da to zdaj čisto na kratko.
en tak message za vse tiste, ki nekaj konstantno trenirate, pa imate probleme, bom rekla, z regeneracijo, ne? Tako da ste preveč zakrčeni in ne vem, ne morete priti do tal, ne morete niti noge prijeti nazaj ali pa karkoli, ne? Dajte se raztegovati, peljite trening stretchinga v svoj trening. Res, srčno priporočam. Če rabite pomoč, lahko to skupaj tudi pogledamo na individualni gibalni uri, pogledamo, v čem je problem in seveda pač gremo skozi katere vaje, na kakšen način, kako predihati, kako dihati in te stvari. Tako da vse linke pripopam, zgoraj spodaj in seveda srčno dobrodošli. Evo, dajte se raztegovati, to je moj message danes in pa se oglasim na to temo sigurno še kaj. Bite živi.